Prvo tekmo četrtega kroga prve lige Telekom sta na koprski Bonifiki odigrala domača Luka Koper in pa gostje iz Celja. Koprčani so v prvih treh krogih odigrali dve tekmi in obe dobili, medtem ko so gostje z knežjega mesta prve točke in prvo zmago ujeli šele v prejšnjem krogu, ko so s 3:0 premagali novomeško Krko. Tokrat pa so bili precej boljši tekmec. V 13. minuti srečanja je to napovedal prosti strel Vrhovca, medtem ko so Koprčani takole z velike razdalje edinkrat v prvem delu streljali proti celjskim vratom. V 24. minuti je Albanec Ahmedi takole izjemno nevarno zapretil z neposrednim strelom iz prostega strela, no po slabe pol ure igre pa je bilo 0:1. Odlično podajo Verbiča je svojim prvim zadetkom izkoristil Sani za debitanski zadetek v celjskem dresu. Že samo minuto kasneje pa nova priložnost. Takole se je sam pred koprskim vratarjem znašel Verbič, a meril previsoko. Celjani so dominirali in najprej streljali v 44. minuti srečanja, ko je poizkušal Bajde. In nato še enkrat Sani. Nigerijec je še enkrat zadel, a iz nedovoljenega položaja. Tudi v drugem delu pa slika podobna. Nogometaši iz knežjega mesta so bili veliko boljši tekmec in tako so v 50. minuti srečanja tudi prišli do zadetka za 2:0. Sani, ki je bil strelec prvega zadetka, je tokrat pojdal. Bajde pa se je vpisal med strelce za vodstvo Celja z 0:2. Koprčanom je začela teči voda v grlo in poizkušali so strelom z roba kazenskega prostora v 62. minuti, ko se je po strelu Guberca odlično izkazal mladi celjski vratar Kotnik. Na drugi strani smo zabeležili poizkus Verbiča, nato pa koprski debitant Mitrović, ki je z neumno potezo z udarcem v obraz dobil neposreden rdeči karton. Koprčani so bili povsem nemočni, sploh niso poizkušali priti do žoge, niti do zadetka, so pa zato še enkrat poizkušali Celjani, a je Miškić meril mimo gola in ostalo je pri celjski zmagi z 0:2, Koprčani pa so zabeležili svoj prvi poraz. Jaz bi čestitil svojim igralcem za prikazano igro. Mi smo se na tekmo taktično dobro pripravili. Že od prvega kola nekako se oziramo sami na sebe. Jaz mislim, da smo prikazali eno dobro predstavo. Mi smo se spet pripravili kar nekaj zrelih priložnosti. Na drugi strani mislim, da smo povsem onemogočili nasprotnika. Nekako po tistem prejetem rdečem kartonu smo nekako želeli žogo več časa v svoje posesti. Vseeno bi si mogoče želel, da bi še, bom rekel, kakšno priložnost si ustvarili, ampak konec koncev igrali smo v Kopru, 3 točke smo vsi zelo veseli. Prva analiza tako, od prve minute smo nekako kot celotna ekipa zatrokirali, nismo bili ta pravi kot in na nivoju tem, kar mi znamo in videli smo, da si lahko hitro kaznovan, ko pristopiš v tekmo tako, kot smo mi danes in kaj reči, več kot porazi nismo niti zaslužili, tako da vse čestitke grejo Celjanom z naše strani in mi moramo prespati, analizirati tekmo in v petek iti na zmago v Zavrč.